Prisrčen pozdrav v družbi Sportkluba, prisrčen pozdrav v družbi Prve lige Telemach. Po večnem derbiju v finalu pokala Pivovarna Union je jasno, da je Olimpija ponovila dosežek iz sezone 2017-2018 in osvojila dvojno krono. Do konca letošnje sezone nas ločita še 2 kroga. Najprej preverimo lestvico. Vidimo, da bo zelo vroče v boju za Evropo in v boju za obstanek. Celje in Maribor se borita za drugo mesto, Koper, Domžale in Mura pa za 4., ki bo še zagotavljalo evropsko poletje. Na dnu se za mesto v dodatnih kvalifikacijah borita Gorica in Sežanski Tabor, ki ju loči vsega točka. Brez rezultatskega pritiska v zadnjih 2 krogih pa sta ob vodilni Olimpiji še Radomlje in Bravo. V boju za kralja strelcev bi Mirlin Daku potreboval neverjetni tekmi, da bi ujel Žana Vipotnika, ki je z 20 goli na prvem mestu. Za Dakojem, ki je pri 15 golih, so z 12 poravnani Mario Kvesič, Andrej Kotnik in Martin Kramarič. Na lestvici asistencije prvi Marko Tolič, njegova najbližja zasledovalca pa sta soigralca Rok Kronaveter in Arnel Jakupovič. 35. krog Prve lige Telemach bosta sobotno tekmo o 15. uri odprla Mura in Gorica. Obračun na Fazaneriji bo zelo pomemben za ene in za druge, zato ne gre pričakovati kakšnega posebnega taktiziranja. Težav s kaznovanimi igralci ni, črno-beli pa v boju za 4. mesto niso odvisni samo od svojih rezultatov. Zanje bo štela le zmaga, kar pa velja tudi za Gorico. Če si želijo vrtnice 9. mesto zagotoviti že pred zadnjim krogom, ko jih čaka tekma s Taborom, morajo imeti pred češnjicami 3 točke naskoka. Mura je na zadnjih 5 ligaških tekmah ugnala le Tabor in ob tem 3-krat izgubila. Gorica pa je v zadnjih krogih prejela veliko golov v zaključkih tekem in s tem izgubila pomembne točke. Vrtnice v tej sezoni še niso premagale Mure, še več. V Prvi ligi Telemach jim to v moderni zgodovini črno-belih sploh še ni uspelo. Po obračunu na Fazaneriji se bomo hitro preselili v Domžale, kjer nas čaka obračun Domžal in Olimpije. Rumena družina trenutno za Evropo zaostaja za 1 točko, Simon Rožman in njegovi varovanci pa bodo v soboto upali, da bodo zmaji po slavju v pokalu v tekmo vstopili nekoliko preveč sproščeno in tudi s premešano postavo. Albert Riera je sicer takoj po osvojitvi naslova zatrdil, da bo njegova ekipa do konca igrala skrajno resno, no v to se bomo zdaj lahko prepričali. Domžale bodo igrale brez Zenija Husmanja in Jošta Piška, ki sta kartonirana. Nek dodaten motiv zmajem pa bo zagotovo predstavljal hud poraz proti Domžalam v Stožicah pred 2 mesecema. Takrat so Domžale slavile 4-1. V večernem terminu nas čaka še derbi Celja in Kopra. Celjani so trenutno v odličnem položaju, da sezono končajo na 2. mestu, Koper pa v boju za 4. mesto nujno potrebuje točke. V izjemni formi pri grofih je Aljoša Matko, ki je na zadnjih 3 tekmah dosegel 5 golov. Izredno prednost Celja bo predstavljalo domače igrišče, kjer so Celjani v tej sezoni osvojili kar 35 točk. Več jih je na svojem stadionu osvojila le Olimpija. Koper bo tekmo odigral brez kaznovanega Ivana Novoselca in tudi trenerja Zorana Zeljkoviča. Za mirnejši zadnji krog pa bodo nujno morali priti do prve zmage proti Celju v tej sezoni. Če smo pri Celju omenili Matka, moramo pri Kopru izpostaviti Andreja Kotnika, ki je po poškodbi v izredni formi. Za uspeh na stadionu z Dežele bo sicer potreboval pomoč soigralcev, Koper pa bo iskal pot do druge zmage na zadnjih 6 ligaških tekmah. Sportklubova tekma kroga bo tokrat v Sežani. V nedeljo o 15. uri se bosta na stadionu Rajka Štolfe srečala Sežanski Tabor in Maribor. Varovanci Dušana Kosiča bodo že v soboto z zanimanjem spremljali tekmo Mure in Gorice, nato pa naredili vse, da bi Maribor še 5. v zgodovini ligaških medsebojnih tekem padel v Sežani. Sežanci so bili v tej sezoni 2-krat blizu skalpu v Ljudskem vrtu, a so se vijoličasti vedno rešili in izvlekli remi. To bo sicer 19. medsebojna tekma v Prvi ligi Telemach. Tabor je vse 4 zmage vpisal doma, Maribor pa bo v nedeljo lovil 12. zmago proti Češnicam, ki jih je v tej sezoni premagal le v 17. krogu, ko je v Sežani slavil 4-0. Za napoved obračuna smo obiskali oba tabora, preverimo, kako se pripravljajo na pomembno tekmo.
Po nekoliko slabši predstavi z Bravom, ker smo kljub temu iztržili remi, pričakujem na dobro tekmo, motiva ne bo manjkalo, igramo na domačem igrišču in se nadejam pozitivnega rezultata. Glede na tekmo z Bravom moramo nekako boljše vstopiti v tekmo, od prve minute biti agresivni, iskati gol, to kar nam manjka v zadnjem obdobju, biti kompaktni in 90 minut držati visok ritem. Samo to nam lahko prinaša dober rezultat proti Mariboru. Ok, očekivano nakon 2 slobodna dana i na traumu koju smo doživjeli u tom finalu kupa, da dečki nisu bili glavom sasvim unutra, ali odradili smo taj trening, trebao nam je čisto radi tog fizičkog uvoda. Mentalno smo tek jučer ušli u pravi trening i moram reći da je jučer trening bio izuzetno dobar, čak i preozbiljni, prefokusirani, tako da ćemo opet danas malo manevrirati i odraditi jedan trening koji će više biti zabavnog karaktera, da konačno tu utakmicu zaboravimo jer od nje se ne živi. Sutra je prekstra taktička priprema na Tabor koji nam je izuzetno bitan. Ostale su 2 utakmice prvenstva na kojima moramo popraviti dojam, u kojima moramo ići maksimalno, pokušati oba 2 utakmice dovesti na ono što mi želimo, a to su 3 boda. Biće teško zato jer dosta je izostanaka, 6, 7, 8 igrača iz udarne postave će nam faliti, ali to je prilika i onima koji do sada nisu dobili minutažu koju su možda i očekivali, da se dokažu, da se pokažu i da donesu svoj doprinos. Pa vjerujem, mislim da njihova defanzivna struktura je izuzetno teška i teško je probijati taj blok, isto tako kroz svoju brzinu mogu vam i zagorčati stvari u fazi napada, tako da spremit ćemo se na jednu i na drugu opciju, znači na njihovu čvrstu obranu, na njihovu opasnu tranziciju, Zenge, Stojković, Brzanci, Šušnjara isto tako da i u toj fazi obrane i prevencije našeg gola moramo biti ozbiljni. Očekujem ih sigurno otvorenijih nego što su to bili u Ljudskom vrtu iz razloga jer igraju kod kuća, isto tako i njima su bodovi prijeko potrebni za onu slamku spasa. Pa ne, definitivno je njegova odluka da tako i na taj način izvodi udarac i priprema samog udarca nije bila pametna odluka, ali on je igrač naš s kojim mi ozbiljno računamo, koji je na kraju krajeva puno toga nama donio i ako će biti zdrav, on će nastupiti sa ogradom da ima problema sa svojim aduktorom i do danas nije trenirao, vidjet ćemo kakva je situacija danas i sutra. Maribor si po porazu v pokalnem finalu na večnem derbiju spodrsljaja ne sme privoščiti. V boju za drugo mesto jasno ni odvisen le od sebe, za mir v hiši pa morajo vijoličasti do konca sezone zagotovo odigrati 2 dobri tekmi in obe zmagati. Tokrat bo Maribor brez Martina Milca, Nemanje Mitrovića in Roka Sirka, ki so kaznovani. Zanimivo pa bo videti, kje bo Marko Tolić. Zadnja tekma 35. kroga je obračun Brava in Radomelj. Šiškarji so prvoligaški status ohranili že po zmagi na Fazaneriji, v zadnjem krogu pa so potem remizirali s Taborom. Radomljani so medtem v izjemni seriji, nagrada za super pomlad pa je bila tudi zmaga proti Olimpiji v prejšnjem krogu prve lige Telemach. V izjemni formi pri Mlinarjih je Ester Sokler, ki ga vse aktivneje spremljajo tudi tuji klubi. To bo sicer 8. medsebojna tekma v prvi ligi Telemach, Radomljani pa bodo lovili 4. zmago. Zanimivo je, da Bravo na Žaku Radomelj še ni premagal. Po koncu tekme pa bo tudi bolj jasno, kateri klub bo na koncu osvojil 7. oziroma 8. mesto. Ob tekmah prve lige Telemach nas na Sportklubu v naslednjih dneh čaka še kar nekaj zanimivih prenosov. Ob spremljanju končnic v Ligi NHL in v Euroligi z zanimanjem čakamo na odločilne tekme v turški in grški superligi, avstrijski Bundesligi ter preostalih nogometnih tekmovanjih, ki jih lahko spremljate na naših kanalih. Naslednji teden bo pestro tudi na teniških igriščih, saj nas čakajo odločilni boji na teniškem Mastersu v Rimu. Z moje strani pa naj si bo to za danes vse. Hvala vam za pozornost in prisrčen pozdrav do prihodnjič.